Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Prejšnji teden je v Planici potekala koordinacija županov Zgornje Gorenjske in tokratna gostiteljica je bila županja občine Kranjska Gora Henrika Zupan. Župani so ta problem izpostavili že na prejšnji koordinaciji v Radovljici in spregovorili o neučinkovitosti gradbene, okoljske in kmetijske inšpekcije in o tem seznanili ministra za javno upravo. Minister Franc Props pa jih je tokrat obiskal, kaj pa nam je povedal pa v prispevku. Župani smo se v bistvu dotaknili problematike v povezavi z nadzorom inšpekcijskih služb pa sodelovanjem lokalnih inšpekcij, ki so znotraj skupnih občinskih uprav in pa inšpektoratov posameznih, glede na to, da sem pač predsednik tega inšpekcijskega oziroma vodim ta inšpekcijski svet, bom te stvari, ki sem jih danes slišal, to sem tudi županom zagotovil, prenesel na to posvetovalno telo, če smem temu tako reči. In seveda vse z namenom, da bi ukrepanje bilo v prihodnje v skladu s pričakovanjem bolj učinkovito. No, zdaj ste slišali, da stvari, kakorkoli obrnete, ne funkcionirajo, ne? No, zdaj to je stvar ocene. Jaz sem prepričan, da kar nekaj zadev, ki jih je potrebno izvajati, tečejo. Sicer bi rekli, da inšpektorji v resnici ne upravljajo svojega dela, je pa res, da je obseg teh ukrepov širši, kot pa ga lahko v tem trenutku inšpektorji učinkovito pokrijejo. Tako da verjetno bo potrebno tudi, ker Ministrstvo za javno upravo predlaga tudi zakon o inšpekcijskem nadzoru na novo postaviti in ga dopolniti. To seveda zahteva kar nekaj časa, ker so posamezna področja, ki jih inšpektorji nadzirajo, urejena tudi znotraj teh posameznih zakonov in verjamem, da bomo v tem mandatu sicer ne, ampak v naslednjem pa zagotovo tudi ta del v povezavi za prenovo zakona o inšpekcijskem nadzoru začeli urejati. Ma kaj bi spreminjali, v katero smer? V bistvu je potrebno poskrbeti za to, da bo glede ob tem, da se je že spreminjala zakonodaja tudi na področju upravnega postopka, tudi na tem delu, ki je vezano na pristojnosti posameznih inšpekcij in pa sodelovanje med inšpektorji naredili tako, da bo bolj učinkovito. Pa premali inšpektorjev, ne? To je pa... Ja, vemo, da imamo vse povsod kadrovsko stisko in bomo morali upoštevaje to tudi spreminjati zakonodajo. Župani, z katerega področja v bistvu imajo največ težav na tem področju? Glejte, z vseh, bom rekel, teh manj turistično bolj izpostavljenih področij seveda so težave večje, predvsem zaradi tega, ker je tudi večje priseljevanje in pa, bom rekel, navade, ki so v lokalnem okolju od nekdaj, so s tem seveda se začnejo spreminjati, zato ker imaš ljudi, ki pridejo drugod. No pa kaj pa občinske inšpekcije? Včasih večkrat tudi župani rečejo, v bistvu imajo premalo pristojnosti. Bi lahko na tem področju kaj naredili? Zdaj zagotovo se da tudi na tem področju in jaz mislim, da bo ta zakon o inšpekcijskem nadzoru moral tudi ta del urediti. Tako da je pa seveda lokalna skupnost tista, ki v tem delu, kjer gre za občinske inšpekcije, določa v skladu pa seveda z pristojnostmi tudi območje delovanja inšpekcije. V koordinaciji pač obiskal minister za javno upravo, magister Franc Props, in smo zelo veseli, ker moram reči, da je prišel na upravno enoto Jesenice in glede na to, da smo imeli koordinacijo tukaj v Planici, se nam je pridružil. Jaz moram reči, da se je na naše predloge oziroma pobude, ki smo jih dali že na prejšnji koordinaciji, Ministrstvo za javno upravo zelo ažurno odzvalo, tudi napisalo, da se bodo takoj lotili oziroma v najkrajšem času lotili tega inšpekcijskega postopka, da bo pač postopek, bom rekla, bolj učinkovit oziroma toliko narejen, da bojo
postopki učinkoviti. Tudi danes nam je minister prisluhnil, bom rekla, problematiki, ki smo jo izpostavili in obljubil, da bojo skušali v maksimalni meri nam prisluhniti, tudi kar se tiče inšpekcijskega sveta. On je vodja inšpekcijskega sveta, je obljubil, da bodo povabili nanj tudi naše medobčinske inšpekcije in redarstvo, da bodo pač s konkretnimi primeri pač izpostavili in to reševali. Tako da jaz moram reči, da smo zelo zadovoljni z obiskom in računamo, da bodo tudi te obljube realizirane. Prej smo ga v bistvu pozabili ministra malo vprašati. V bistvu krajevni uradi, ne? Država jih zapira. Tako je, moram reči, da tudi na to smo, bom rekla, upozorili ministra, da se krajevni uradi zapirajo oziroma da poslujejo samo zelo kratek čas, konkretno v Kranjski Gori samo enkrat v torkih na 14 dni, bom rekla, na Bledu mislim, da samo enkrat na teden in v Bohinju, tako da to problematiko smo izpostavili in tudi je minister obljubil, da bojo to zadevo pogledali. Je pa res, da nekako se pričakuje tudi od občanov, da bodo te storitve na naših krajevnih uradih koristili, ker sicer je uslužbenec v krajevnem uradu in nima nobene stranke, kar pa pač seveda tudi ni možno delovati. Minister nam je nekako obljubil, da se bo pogovoril z načelnicami in pa da bo poskušal pač to spremeniti. Jaz upam, da mu kaj uspe. Moram reči, da je problem zapiranja teh uradov ali pa skrajševanje delovnega časa, ker če gledam jaz za sebe, v Bohinju imamo kar 40 km eno stran in to lahko rečem, da porabimo dopoldan ali pa kar cel dan za to, da gremo kaj in gremo nazaj. Gledam na to, da je precej življa starejšega in da nimajo svojih avtomobilov, mladina to že naredi, vendar jaz bi si želel, da bi bilo vsaj 2-krat na teden. In to en teden zdaj imamo enkrat na teden je v torkih in to smo zdaj nekako se dogovorili, da je tudi popoldan, kajti kar nekaj ljudi pride s služb in lahko popoldan to ureja.